Goriška Brda si običajno predstavljamo v idiličnem, sončnem vremenu in seveda v takšnem vremenu jih tudi najrajši obiskujemo. No, ampak današnjega kislega, meglenega in deževnega vremena smo se v resnici zelo razveselili. Zakaj? Ker smo na ta način lahko zelo učinkovito in zgovorno preizkusili terenske lastnosti in zmogljivosti novega Amaroka. Večina ljudi sploh ne ve, kje so meje tega vozila in jih najbrž tudi ne bodo preizkusili. Eni ga pa rabijo kot delovna žival za težke pogoje. Torej, so vozniki, ki se z Amarokom pripeljejo v središče mesta na kavo. No, ti nas danes ne zanimajo. Danes nas zanima Amarok kot delovna žival. In kje je lahko tehnika poltovornjaka na boljši preizkušnji kot pri tistih, ki rešujejo življenja? Povedali so nam, da gre ta Amarok po avtocesti tudi več kot 190 km/h. Obenem pa mora biti sposoben tudi doseganja odmaknjenih območij na zahtevnem terenu. Mi v Celju imamo mešan teren, se pravi imamo dosti avtoceste, imamo pa tudi dosti tega pogozdenega terena brez potja. Nekje 70% so na avtocesti oziroma hitri cesti, tistih 30% je pa dejansko, ko izžamemo avto, kar se tiče samih pogonov terenske vožnje, da iz njega izlušimo največ. V našem primeru se pravi to hitro tehnično vozilo, katero je tudi obremenjeno skozi in ima stalno nadgradnjo, je težko konstantno nekje 3 tone 200, 300 z posadko. Torej, velike obremenitve in raznovrstnost podlag. Po besedah gasilcev se prva generacija Amaroka v teh situacijah znajde zelo dobro. No, zdaj pa je čas, da na ta način preizkusimo še naslednika. Prve predstavitve prve generacije Volkswagenovega Amaroka zdaj mineva že 13 let in seveda je tehnični napredek opazen in občuten na vseh področjih. Ampak danes nas zanima predvsem napredek na področju terenske vožnje. Vsaj na papirju je novi Amarok boljši terenec pravzaprav z vseh vidikov. Eden izmed njih je že sama dolžina avtomobila, ki je večja za 10 cm, no, medosna razdalja pa je večja za 17 cm. In to seveda govori v prid terenski vožnji zaradi krajših previsov spredaj in zadaj. Ampak tu so seveda še druge lastnosti, ki jih bo potrebno preizkusiti. Ta tehnika se je spremenila tudi pri štirikolesnem pogonu. Prej smo imeli samo stalnega, zdaj imamo tudi vklopljivega. In ko je zdaj avto bolj primeren za tak grob teren, bi rekli. Pa prestavimo v način 4H. To lahko naredimo kar med vožnjo, ni potrebno zaustavljanja in se daje nekje od 50% prednje zadnjo kolesa prenaša do 50% in tukaj že kar malo zapore srednjega diferencijala. To je zagotovo velika prednost na spolzki podlagi. Imamo stalno razporejen ta navor med kolesa in ne prihaja do tega, naprimer, da bi, ko se v prazno zavrti zadnje kolo, šele z zamikom prišlo do vklopa prvega kolesa, kot prihaja pri stalnem štirikolesnem pogonu. No, ampak terenska vožnja kljub izpopolnjeni pogonski tehniki ni mačji kašelj, kar so na zahtevnem, razmočenem terenu spoznavali tudi naši gledalci. Super, Šmal, super, ok, odlično, stop, vd, pa leva. Ful je vredno. Beli je všeč. Bilo me je sicer malo strah. Avto je težek in boje veliko blata, mokra cesta in sem se bal, da ne bi avto zdrsnil. Niti predstavljala si nisem takšno vožnjo, kakršno sem danes doživela, pa kje sem vozila. Tisti most, ko smo šli čez, ko v bistvu videla, se je bila slaba, most je bil bolj nizko in če ne bi tamle pokazali približne smeri, bi bilo kar težko, no. Tisti most si bom zapomnila za kar nekaj časa, ko smo se pripeljali okolo Vinka. Se še nikoli videli, pa ko sem pogledala tiste dve dile, tako ojoj. Ne vem, če bi sama upala i česa. Seveda, avto ima na zahtevnih terenih precej fizičnih omejitev in zato je še posebej pomembno, da morebitne izzive voznik predvidi in se nanje ustrezno pripravi.
Se pravi, zdaj smo prišli še na malo bolj zahteven teren. Tukaj bi predlagal, da si dvignete stol čim više, seveda nekaj mora ostati še prostora med vašo glavo in streho, zaradi same varnosti, pa mogoče malenkost bolj naprej in tako se nam, predvsem tukaj bi mogoče še naslon malo porinil, tako, bravo, super. In zdaj v tem položaju, mogoče malo utesnjen, ampak imate zelo dober pogled pred vozilo, predvsem na tiste detajle, ki jih rabite videti po cesti, če je kakšna luknja, kakšna večja skala. Tukaj bi še opozoril, tukaj vidim, da je lepo, da je palc ostane zunaj na volanu, ne tako kot normalno na cesti, ampak damo palce na obroč, zato če bi prišlo do neke nenadnega udarca ali pa koles ali pa palc kako jamo, kamen, da nam ne bi na hitro obrnilo volan in poškodovalo roke. Avti zmorejo ogromno, potem pa voznik, ko pride v kritično situacijo, šele takrat začne razmišljati o programih ali pa o načinu vožnje v tistih razmerah in takrat je največkrat že prepozno. Bilo je že zelo zvoženo cestišče in veliko blata, pa me je malo zaneslo, pa sem videl, da nobenih problemov ni bilo pol z vzvratno vožnjo po strmem delu in obrniti zelo zahteven zavoj. Ugotovitev naših gledalcev je bila, da terenske probleme prepreči predvsem pravilno izbiranje voznih programov na velikem osrednjem zaslonu, saj prav vsak prinaša svoje značilnosti in prednosti. Tokrat so se glede na podlago seveda odločili za blatni program. Blato naredi, da vam priklopi na štirikolesni pogon, vklopi zaporo diferenciala, potem po potrebi damo mi še vklopimo reduktor in pa prilagodi delovanje ESP-ja, sprav ga delno izklopi te funkcije in pa prilagodi tudi delovanje volana. Brez teh nastavitev sploh ne bi bilo možno kaj takega izvesti. Boje z zaporo zadnjega diferenciala pogona vse 4 kolesa in avto se obnaša tako, kot se mora v takšni situaciji. Pa še en terenski asistenčni sistem je bil deležen zelo velikega povpraševanja in zanimanja, predvsem na strmem, kamnitem delu našega poligona. Ja, v bistvu najbolj smo izkoristili tale pomoč pri spuščanju po klancu navzdol. Meni je zelo pomagalo, ko sem šla po bregu, pa drsečo, ko je, ne. Ni me bilo straha, ne, zdaj, a bom preveč pritisnila na plin, ali bom premalo, lepo je sam avto peljal. V kakšnih takih trenutkih, ki pač rata pot strma navzdol, pa da ni treba toliko bremzati, pa pol prije kar upoštev. Na takem bregu normalnem klancu dol, tukaj niti ni neke potrebe po tem, ampak če imamo pa tukaj gladko podlago, kakšen sneg, led, pa sami vemo, kako hitro nam lahko uide zadek vozila in ta sistem to prepreči. V varnem zavetju asistenčnih sistemov, inštruktorjev in poligona pa je preizkus poltovornjaka terenca lahko seveda tudi izjemno zabaven. Glej in se čudi, kaj te rok nudi. Nas je prerukali, prešpricali, ampak ja, super je bilo. Malo dežja je bilo, tako da je bilo sploh še bolj zanimivo. A mi pa še koga vozim? Vsak avto gre po asfaltu, a ne? Po takih poligonu, ko smo se vam mi danes vozili, pa ne gre vsak avto, ampak si težko predstavljam, da sploh avto tam pride, ampak Amarok je to zmogel, ne? Amarok je torej zmogel. Zmogel je prevoziti naš terenski poligon, pa čeprav je bil ta zaradi celodnevnih padavin precej zahtevnejši od pričakovanj. Vozila pa obuta v pnevmatike, ki omogočajo tudi udobno vožnjo po avtocesti. Recimo od Gorice do Ljubljane. Še preden smo se odpravili na ta zaključni del poti, pa smo želeli še končno oceno. Kako dober je torej novi Amarok? Predvsem, kako dobro združuje tako različne zahteve in potrebe? Bolj mu paše makadam. Ta nov ima malo boljši štirikolesni pogon. Tisti, ki zna upravljati z štirikolesnim pogonom, mu nudi v bistvu več. Višji od tal, to se pozna.
3.0 in teh 240 konjev je dokaj idealna zadeva. No. Se pravi, vleko prikolice, dokaj težo vozimo od zadaj in se pravi, ni ovire niti za hrib in zadeva dela tako, kot mora. Z menj, ko bi kaže, imam občutek, da tehnika bolj trpi tako. Mogoče se mogo malo navaditi tudi na tale velikost avtomobila, drugače je pa zelo primerljiv z večjim osebnim avtomobilom. Skozi ovinke je dobro vodljiv, ne nagiba se v ovink, mislim, da ima zelo v redu nastavljeno podvozje. Po tej vožnji, ko smo jo pravili, v bistvu je še zmeraj podvozje odlično, ni tistega nekega zibanja pretiranega ali pa da bi se avto posedel prekomerno, če ga preobremeniš. Je kompakt, na cesti se dobro drži, tako da kar se cestne strukture tiče, v bistvu ni tipični terenc, da bi to plavalo, ampak je v bistvu zelo dober občutek na volanu. Nisem še vozila z 10 prestavami. Preden sem začela peljati, sem mogla pač malo poprašati, da sem vedela sploh štartati. Je pa sem kar hitro dojela. No. Predvsem ta avtomatski menjalnik mi je tisti, ki mi pride v poštev za to zadevo. Zaradi tega, ker se pravi menjuje na manjših obratih. Mislim, da se pozna kar pri vsakodnevni vožnji, ne glede ali imaš ti za vleko ali imaš tudi vozilo čisto za neke druge potrebe. Po hribih, pa po teh makadamskih poteh, pa da ne rabiš merkati vsake luknje. Bilo je zelo zanimivo, všeč mi je bilo, udobna vožnja je bila, uživala sem.